v areni življenja. Lepo, boga mi. Muzika svira, robijaši korziraju, kao u banji. Ovo će biti idealno mesto za iskopanu zemlju. Hvataj ritam. Nisu svi ovde. Jozo, Izvolite. idi obiđi zatvoreničku zgradu. Razumem. Ko smo kopali rov, smo se morali sleči do nazega, ker nismo imeli prilike, da bi obleke prali pa posušili tudi istočasno. Sad kad smo probili ovaj zid, po mom proračunu, ostaje nam još najviše negdje oko 5-6 metara. I prošli smo glavni zid bez dijana. Tega sploh ni vidno, ne. To je bilo tako, koliko da so bili monolitnih te 32 komunistov. Pa ni bilo tako. Je bilo število ljudi, so se bali tega, so bili zato, da počakamo noter. Iz tega tla se ne vidi, ne, tega se ne vidi. Jaz nisem nič občutil kakšne napetosti pred tem. Čeprav takrat je pa res bilo napeto. Napeto, ker smo trikrat probali. Jed pa nismo. Še ta tretja rajža nam uspeli, da smo šli. Mogli pokazati to, da niso vsi mogli do Fruške gore priti, da smo jih mogli nekaj na koncu nositi. Tistih ta starih, tako po 10 let so bili na rovi, pa 12 let, smo mogli nositi, da so sploh prišli malo od ceste gor v Fruško goro. Po mojem je bilo to bolj pristno, pa bolj se videlo, kakšen napor je tukaj bil za te ljudi, ki niso bili navajeni mršov, ne. Dobro, tak je scenarij, tak je režiser, ko so naredili, v redu. Glavno, da gre v denar. Ivan Maček. Mi smo smrekce zasadili na tistem bunkerju, so rasle smrekce. Po je bila enkrat ena večja akcija, italijanska pa te belih. So pa začeli smrekce puliti ven. Pa je nas pulil, glih ne do vratem, se ven gre, ne. So pa videli so vrata. Not so bili pa 2, 3, se mi zdi, da so bili 4 not, ne vem pa ne dela čistoče, dolg je že. Bote oprostili, če čistoče ne vem, so bili 3, 4. Ampak eden bi za to, da bombe pa da se prebije ven. Da vrže bombe za en drugim ven hitr, pa bombe vrže, kaj v Italijane, ne. No, pa niso bili vsi za to. Pa se je pa sam odločil. To je en tipograf, ki še dej živi, dol z cele doma. Sad, kaj je bil tipograf, da ne vem koga je, da je že moče umetnik, ne. Ja, da je že moče umetnik. Ta je pa vrgel one 2 bombe, pa tekel med Italijani
Tako da Italijani niso mogli streljati na enega. Kaj bo konc Italijani je bila pa hosta, pa je pa Trgor hrib zavil. Oni so sicer streljali za njim, ampak ga ni ben zadev, ki je bil po Kretu, ne. In ta človek se je rešil in je potem prišel dol na Kočevsko. Tam me je potem poročil, kako je to bilo, tako da sem direktno od njega to zvedel, kako je bilo tam v bunkerju. No, sem se mislil, dobro, lahko bi se tudi meni to zgodilo, da sem malo prej prišli, ker sem jaz odspal še. Človek ima sreča včas, ne? Ja. Koliko je bila sreča važna? Ja, skozi. Sreča pa skozi važna. Malo pa tudi pamet, da sem malo mislil, kaj je prav, pa kaj ni prav. Ja, jaz bi še to rekel, zakaj smo mi tle gor prišli. Po roški ofenzivi smo se mi dobili pod Lipoglavom. CK, glavni štab, izvršni odbor Svobodne fronte. In potem smo tam razpravljali, kam bi šli. Potem smo prišli do tega, če hočemo, da se bo Primorska razvila, pa Gorenjska, da se bo tam razvila Svobodna fronta pa partizanske vojska, da moramo iti čim bližje gor. Da sam s pismim, to bolj težko gre. Tle smo pa že imeli direktne kontakte s funkcionarji in tudi kurirji so direktno prihajali tla, Dolomite iz Gorenjske pa z Primorske, pa funkcionarji tudi na poročanje. Tovariš Matija, komandant glavnega štaba Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije. Narodni heroj, minister v vladi Ljudske republike Slovenije, predsednik Skupščine Socialistične republike Slovenije. Delavec, sekretar pokrajinskega komiteja komunistične partije. Rojen v proletarski družini v Zadobrovi na obrobju Ljubljane. Leta je nam učiteljica Majer pripodvala, da bo treba zbirati zlato za domovina in cesarja. In potem je naj določila dva iz Zadovre, mene pa Franca Primarja. Pa je nama dala ene pole, v katere se bo to opisovalo. Ta zlato. No, mi dva sva šla. Jaz sem takrat še mislil, da je res to naš cesar, pa da je to v redu. In greva v dve hiše, so rekli, da ni meni nič. Pa so šla v tretja, tam je bila na ženička stara, je dala eno ketenco strgano, ki ne vem, je bila zlata, ni bila. Zato, kje bo dobila tista ženička na vasi zlato ketenco. Dobro, poj je bilo pa meni dosti tam po vas, sem videl, da ljudje niso razpoloženi za to. Sem rekel, pevamo dva hlebšov, ne tako blisti, to je preblisti imaš. Ti si imel zdaj? Ja, no, to bo že. Pevamo dva hlebšov, močemo pa on kaj zlata, ne. In pa gremo tla hlebšov, da je bil noter v hiš, ni bil v mlinu, ga pozdravila, tako kot je najnaučila učiteljica, kako moramo lepo pozdraviti, povedati, kaj smo prišli in tako naprej. Pa mu to jaz povem. Ja, poj, mož mal gleda, pa on v Primarju prav, da ne odzunil stane tam. Tam je bil en tak hodnik, je bil noter, prav kad tla odzunil stan. Mene pa not v sobo povabil. Pa me je not odrezal en velik kos kruha, kar je takrat bilo zelo redka stvar, ne. Pa še en kos je odrezal, pa ga je nesel ven v Primarju.
Poprije pa nazaj v sobo, no prav, fande mi pa ti še enkrat tole od kraja poje, kako je to. S tem zlatom, pa domovino, pa cesarjem, pa tako. Pa sem pa rekel, da zbiramo, ne, to zlato za zmago naše domovine. Pa cesarja, Franca Josipa, pa je pa mal tih, pa je pa rekel, veš kaj, fant, mi nimamo benga cesarja, pa tala domovina Avstrija ni naša. To je nam sovražna in tuja. Zame je bilo to prvič, da sem kaj tazga slišal. Veš, je rekel, mi smo Slovenci, mi nismo Avstrijci. Cesar je pa avstrijski. Mene je bilo malo tisto tako, nisem čist razumel, ne. To je bila prva moja poduk o nacionalnosti. No, pa so pa drug dan šla v šolo s primanjem, jaz nesem nazaj tisto polo, pa tisto ketenco. Sem rekel, jaz ne bom več nabiral. Ljudje nimajo nič zlata. Sem bil v velikih hišah, pa ni meni zlata. Ne bom več nabiral. Ona je pa ustrajala, kdo je to rekel mu, da ne nabirati. To je hotela vedeti. Kdo je tisti bil, ki me naštimu, da ne bom več nabiral. Snev benga ni bilo. Jaz sem sam videl, ko sem hodil po hišah, da ljudje nimajo, pa ne bom več hodil. Pa si mi nazaj dal, pa konc. Pa nisem več nabiral zlata. Kmalu po tistem, ko je Avstro-Ogrsko cesarstvo propadlo in se je na Balkanu rodila nova država, kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, se je pokazalo, da slovenski politični vrhovi na novo stanje, četudi so si ga želeli in ga pričakovali, niso bili pripravljeni. Slovensko glavno mesto je bilo zasanjano v idilično življenje, v dunajsko tradicijo in Zaloška cesta je bila mnogo predaleč, da bi to mesto moglo ali želelo slišati strele, ki so odmevali tam. Tako bosta morali miniti še 2 desetletji, da se bo slovensko narodno vprašanje dokončno rešilo po poti, ki jo je bil napovedal Cankar. Na tebi, na plečih delavca proletarca leži bodočnost naroda, naroda proletarca. A kako priti na to pot? In jaz sem v tistem času razmišljal, kaj bi naredila, da bi neka organizacija bila, da bi neki to mladina skrb držali. Da bi se neki šli, ne? Da ne bi bili čistko podivjan, kakor tam po vasi tisti psi letajo, ne? In pa sem šel in smo organizirali Pipčevski klub. Pipčevski klub, vsak član, smo imeli pravila naredili in tako naprej. Vsak član je mogel imeti tisti pibec, veste kaj je, to je tisti lesen, pibec rdeč, ne? Vsak je to mogel pri sebi nositi. Rojstna hiša, kjer so tekla leta mladosti. Osnovna šola, razna priložnostna dela, vajenstvo v tesarskem podjetju. Ivan je najstarejši od 5 otrok. 2 brata ima in 2 sestri. In le malo stran od doma, ki sta ga ustvarila nekdanja papirniška delavka Marija in izučeni tesar Jože Maček, iščejo v poti življenje bratranec Polde, sestrična Pepca in drugi vrstniki. S takim stvarem smo se zabavali, ne? Da bolj resnih nismo znali preče. Pri nas so sami za dobrovi pa ni bilo nobenega komunista, ki bi nas malo podučil, posmeril, kam se ne obrnemo in tako naprej.
Ivan Maček je odšel služiti vojaški rok v pionirski bataljon v Karlovac, ko je ravno minilo 10 let od ustanovitve nove države. V tem desetletju so se centralistične težnje velikosrbske buržoazije pokazale v vseh razsežnostih. Junija leta 1928 so bili v beograjskem parlamentu pobiti prvaki opozicije, med njimi predsednik kmečko-demokratske koalicije Stjepan Radić. To je bil uvod v 6. januarsko diktaturo. Takrat sem prvič doživel to, kako oblast, država reagira na take stvari. Kot je bil ta v bistvu Radića, pa so pričakovali, da bojo demonstracije, pa še kaj več so pričakovali, da bo na Hrvaškem ratal. In takrat smo morali vsi vojaki ležati pod polno opremo vojaško. To čevlje nismo smeli dol dati. In smo imeli municijo pri sebi, vse. Tako da, če je bilo vzbuno, mi bili v 2 minutah na ulici. Ne? In jaz sem malo spraševal tam tiste vojake, kaj bo, če bo prišel do tega, da bomo mogli iti na ulice. A bojo streljali in kam bojo streljali. In moram reči, da sem videl takrat, kakor bo komanda. Jaz sem rekel, pa komanda je lahko, da treba, da streljamo v masovo, v ljudi. Ja, prav bomo pa streljali. Pa sem bez tako počasih okoli tega, pa zakaj? So oni ravno tako ljudje, kot mi. Ravno tako delavci, pa kmeti, pa nameščenci, pa vse to. Zakaj bi mi streljali v njih? Moče imajo pa oni prav. Moče pa to narobe, da so Radića ubili. Ja, pa moram reči, da nisem uspel, da tisti ljudje to nekočno razumeli. Tako da sem bil prepričan, če do kaj pride, da je dejansko streljal v ljudi. Ko je Ivan Maček odslužil vojaščino, je bila Ljubljana glavno mesto Dravske banovine. Politika unitarističnega jugoslovanstva je vprašanja zdravega razvoja vseh jugoslovanskih narodov še naprej puščala ob strani. 17 let pozneje, na 2. kongresu Komunistične partije Slovenije, bo član centralnega komiteja Ivan Maček ponazoril gospodarski položaj predvojne Slovenije s primerjavo podatkov o neposrednih davkih. V Dravski banovini 215 dinarjev in v Beogradu 86 dinarjev na prebivalca. Tudi navidezno posodabljanje Ljubljane ni moglo prekriti takih neskladij. Sem prišel do tega, da delavci, sploh delovni ljudje, no bomo nikoli prišli do oblasti, če se ne organiziramo. In to je bilo meni, zato sem postal komunist. Zato, da bomo jutri ali pojutrišnjem prevzeli oblast. Mi smo takrat bili prepričani, da bomo vzeli oblast v svoje roke, drugače ne verjamem, da bi delali v tistih pogojih, če ne bili prepričani. Mi smo bili prepričani in smo tudi v tem smislu zmeraj govorili, da se borimo za oblast. Nismo nikoli to med ljudmi zanikali, da se borimo za oblast. Jaz kot delavec pa nisem imel nobene možnosti do nekoga, ker ima literaturo, a pa do nekoga, ki zna,
pa da me bi učil pa pomagal, kako te stvari gredo. Tega ni bilo. In to se je poznalo na našem delu, ker smo delali zaradi tega smo delali tudi velike napake in smo bili manj operativni, kot bi lahko bili, manj smo stvari dosegli, naredili in vse to. Ravno zaradi tega, ker enega osnovnega znanja iz marksizma, leninizma nismo imeli. Zgodaj jeseni 1934. Je bila v Škofijskem dvorcu Goričane pri Medvodah pokrajinska partijska konferenca. Udeležil se je tudi delegat Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije tovariš Rudi Tito. Konferenca je sicer potekala v najstrožji konspiraciji. Toda začela je obdobje najširšega povezovanja z ljudskimi množicami. Medtem ko je bila oficialna politika takratnega vodstva KPJ brez posluha za dejansko politično situacijo, so misli, ki jih je izražal Tito, njegova navodila, kako naj delamo, natanko ustrezala našim takratnim ekonomskim in političnim razmeram, se spominja tedanji sekretar pokrajinskega komiteja. Ta konferenca je zame pomenila zelo veliko. Moram reči, da več kot vsi kasnejši kongresi pa tako naprej. Ker tam se me pravzaprav odprlo vsa ta širina, pa vse, kaj mi hočemo. Do takrat sem jaz, bi rekel, še precej taval v temi. Me stvari niso bile jasne. Tovariša Tita sem poslušal, kako bi rekel, z odprtim ustom, ki je govoril tistih stvari, jaz do takrat, ki jih je on govoril, še nisem slišal. To je bilo zame odkritje. Čist novega sveta, ne, v tem pogledu. Tako da moram reči, da sem šel zelo zadovoljen z tiste konference, čeprav sem bil popolnoma zbit, zaradi tega, ker smo že prej držali rejonsko konferenco, pa okrožno konferenco, pa to je trajalo kar cela noč. Tako gore je bilo pa 2 noči, tako da sem bil popolnoma čist fertik, ampak zadovoljen pa še in še. Mene je osnovno bilo takrat partija. Vse drugo je bilo zame postranska stvar. Tako da vse so bile to take, bi rekel, težke stvari, družinske, ne, doma, niso bili prijetne. Zaradi tega, ker je oče in mati sta bila zelo verska. V resnici verska, ne klerikalca, to, kar jih je bilo zelo veliko, ne, ampak v resnici verska. No, to so bili stalno ene težave. Mama je bila za to, da sem lahko komunist, ampak da ne v cirkus ali hodim. Me je pa zmeraj rekla, češ pa kdaj padel v roke policiji, pa glej, da noš kaj izdajal. Te pa zmeraj govorila. Glej, da noš kaj povedal, pa kaj izdajal. To je meni ogromno pomenilo. Tudi, ko sem prvič na policiji padel, ni bilo nobenega problema, sem se tudi zmeraj spomnil na mamo,
kaj je rekla, in zato nisem imel nobenih težav, ne, da mogu kdaj kaj povedati, kar nisem hotel povedati. To sem še hotel to povedati. V vezi s tem domačim razmerom sem bile. Opreti se na vse, kar je naprednih sil v narodu. To je bila osnovna značilnost partijske politike in ta se je povsem jasno izpričala v znanih dogodkih ob zletu svobod v Celju. Komunistom, in eden najzaslužnejših za to je bil Ivan Maček, se je posrečilo spremeniti zlet v manifestacijo enotne delavske fronte. Bil je mejnik v življenju slovenskega delavstva, ki je ta dan po dolgem času mogočno manifestiralo za skupen nastop, za svobodo, za mir, za napredek, kot ga je ocenila ljudska pravica. Banska uprava je na dogodke odgovorila tako, da je čez teden dni razpustila Zvezo svobod zaradi protidržavnega in komunističnega značaja teh manifestacij. Toda namen je bil dosežen. Poziv, ki ga je Luka Leskošek naslovil na 7000 glavo množico, naj se v boju za demokratične svoboščine strne v enotno delavsko fronto, je dejansko izražal osnovni program komunistične partije. Čim se ljudje zagledajo tiste žandarje, so začeli lupati dol diktatura, dol žandari, dol monarhija in take parole. In to krvava monarhija. Ne samo monarhija, krvava monarhija. Pa slične parole. Take, da sem jaz mislil, da je ti žandarji nastopili, ki so bili, puški so imeli, zdaj v delu je nastopil, pa začel pokol. No, ljudje plovali, smo šli bliz mimo njih, ne, in se povrstali. Je bilo onih 100 tistih žandarjev, več jih ni bilo. Ampak premalo, da bi se upali nastopati proti nam. Po moje premalo. Tako da smo šli mi skroz, ne, vmes so skakali tisti agenti celjski, so gledali, ker vpije take parole, ne, dvoj krvava diktatura, pa take stvari, pa so ga hoteli ven potegniti iz povorke. Tisti agenti so vsi batine dobili, tako da je kar padal po njih. Tako da tudi enega niso aretirali. Ga niso mogli, ker ljudje niso dali, da bi kakšnega zagrabili. Smo pa takoj ugotovili, kjer je agent. To je predsvit, to smo spoznali, ker so agenti. No, kasneje sem pa zvedel, da so tisti mestni očetje celjski zaprosili komandanta celjskega garnizona, da naj da vojsko, naj vojska pošlje ven na ulice. Jaz sem se takrat najbolj bal tega, če bo vojska nastopila. To pa strahoten pokol. Ne? Ampak komandant ni pristal na zahteve tistega občinskega odbora Celja, da vojska pošlje na ulice. Čas, ko se je na Slovenskem krepila ljudska fronta, je bil tudi čas pogostejših stavkovnih in mezdnih akcij. Zlasti v letih 1935 in 1936 so se zelo okrepile in dobivale vse bolj politični značaj, saj so dejansko ustvarjale enotnost delavskega razreda. Stavka na Jesenicah je bila spodbuden zgled disciplinirane in preudarno vodene stavke, ki so jo z udeležbo podprle žene in hčere železarjev in ki so ji moralno in gmotno pomagali še drugi, tudi obrtniki in trgovci. Žandarji so bili osamljeni braniki kapitala. Ivan Maček, sekretar pokrajinskega komiteja, je v tem času vodil in organiziral več štrajkov, bil zaradi tega preganjan in večkrat zaprt, tako da je bil v policijskih arhivih že močno zaznamovan.
Ja, medva z Lukasom Ljubljan razgovarjali okoli tega štrajka. In potem so se tudi dogovorila, da mi jaz prišel gor, on je šel pa že en dan prej, ko jaz gor. In smo bili dogovorjeni, da se najdemo v delavskem domu. No, pa se nismo našli zaradi tega, ker so me prej tam pri postaji retirali. Tala Vreča pa Jeranče, to sta bila dva agenta. Ker oni so mi dolžili, da sem prišel zaradi štrajka gor. Jaz sem pa rekel, da gremo v planine. Pa sem bil v planinsko napravo, pa na hrbtnik sem bil, pa škatle not, pa vsega vraga, sam neč v škatle, vse prazne. Ja, pa kako če greš v hribe s prazne škatle jedu? Ne škatle, pa nam jedu. Jaz sem hotel na Jesenicah kupiti, domov sveže, on šel pa v planine. Pa ste me dela prestregle, pa eto, to je vaša krivda, ne moja, da so prazne škatle. Da ste me pustili, jaz bi dela že kupil, pa že bil gor nek v hribih. No, po je pa res ti štrajk trajal enih 5 dni. Sredi 30-ih let je začel svoj zmagoslavni pohod po svetu znameniti glasbeni film Pastir Kostja. Grigorij Aleksandrov, tako je takrat pisal Charlie Chaplin, je Ameriki odkril Novo Rusijo. Melodije iz tega filma so postale na mah priljubljene tudi na Slovenskem in kasneje, malo pred vojno, ko so po navezavi stikov med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo začeli sovjetske filme pri nas redno predvajati, so opravili veliko vlogo pri popularizaciji Sovjetske zveze. Nekako takrat, ko je vedra Kostjeva pesem odmevala po svetu, je bil Ivan Maček razrešen dolžnosti sekretarja pokrajinskega komiteja in kot angelo poslan v Moskvo v politično šolo, ki nosi Leninovo ime. Нам песня жить и любить помогает, она как друг и зовет, и ведет, и тот, кто с песней по жизни шагает, никогда и nigде не пропадет. Komunistom je takrat Sovjetska zveza pomenila upanje in zgled, zmago in uresničenje idealov o človekovi svobodi. Občutki so bili čudoviti. Že, ko sem se približeval meji iz Poljske na Sovjetsko zvezo, sem mislil, da me bo razgnal. Tako me je prijel. Ampak še tudi samega tistega rdečega medca, ki sem jih tam madar bi šel naredil ali pa ga ubijal. Samo pojk smo pa prišli na postajo, ne gorelo je, ne gorelo, ne gorelo je, ne gorelo, ne gorelo. Tako nekoč smo ista postaja. Da me pa vse padlo. Vse tisto navdušenje moj se je pa kar zgubilo. Tam sem pa že videl realnost. Ki je bilo toliko slišati v tistih jaslih, pa v tistih otročjih domovih, kako me je Rusi to fajn narejen, pa samo nam dvema predlagal, pojmo gledati. Takrat me je kar malo stisnil. Taka revšna kebla, tista oprema za otroke, tista posteljnina, tiste oblekce. To je bilo vse tako revno. Ker jaz sem samo v superlativih poslušal
pa slišal in mislil o Sovjetski zvezi, da je to nekaj, kjer je človek, delavc, končno osvobojen vsega in da lepo živi, dela in tako naprej. Tako predstavo idealistično smo imeli više manj vsi. Tisk so pa od gor prihajali, pa niso nam čiste vode nali, kako je gor zgleda. Na obedni v tem govoru. Pa tudi jaz ne, pa sem nazaj prišel. Tudi jaz sem bil tih, nisem propodoval tistih stvari, ki sem smatral, da ni treba, da jih komunisti vedo. Ker sem smatral, da bom s tem partijo razbil, če bom propodoval resnica, kako gor zgleda. Zato so me potem še kasneje učitelj, zakaj takrat, ko sem prišel iz Rusije, nisem tega propodoval. Jaz sem odgovarjal, če bi jaz tebi to propodoval, ker sem jaz gor videl, pa kakšne dejansko stanje ti danes ne bi več v partiji, ti bil na drugi strani, bil naš sovražnik. Razočaranje nad ureditvijo, grenka spoznanja o stvarnosti, vse to ni moglo omajati vere v idejo velikega oktobra. Ivan Maček se je vrnil v domovino, kmalu po ustanovitvi Komunistične partije Slovenije. Zdaj je bilo treba z vsemi močmi in sredstvi ustvarjati razmere, v katerih bo delavski razred lahko izvedel svojo zgodovinsko nalogo, revolucijo. To je bila hiša od Poldeta Mačka, starega komunista, ki je pred 2 letoma umrl. V teh hiš so se dogajale velike stvari. Tle je bilo veliko konferenc, in okrožnih, in krajevnih, in veliko sej CK-ja, Komunistične partije Slovenije. Tla so se zbrali vsi mogoči ljudje, so prihajali v telo hišo. Tudi ljudje, ki so prihajali iz Moskve, pa so šli preko nas v Italijo in tako naprej so se v tele hiši zadrževali. Tle je tudi živel tovariš Kardel svojo ženo ene 2 let. Če se prav spomnim točno, ne vem, kad mene ni bilo tukaj, ampak mislim, da je bilo ene 2 let, sta tla živela. In v teh hiš sem bil tudi jaz irritiran, ker sem takrat ravno tla bil pri bratrancu, so žandarji prišli, agenti pa policaji prišli zjutraj, zelo zgodaj, o 5 so bili že tukaj, ko so me še dobili, sem išel pojstli, ne. Ampak sem uspel, da sem vstal pa pogledal čez okn, ni v tele sob tukaj, pa sem že spodaj videl, da je stal agent s pištolo. Je čakal, če bom skočil čez okn, ne. Pa nisem. Pa sem šel pa dol v delavnico, ker takrat je od Poldeta Mačka žena ravno bila noseča, pa je čakala, da bo rodila, pa sem se bal, da se je kaj prestrašila, pa sem šel raj dol. Spod je moj mizarsko delavnico, pa sem šel dol v delavnico, pa sem tam pričakal policaje. Obsodba pred sodiščem za zaščito države je bila huda. 4 leta robije. Ivan Maček jo je prestajal, tako kot mnogi jugoslovanski komunisti, v Sremski Mitrovici. Bil je član zaporniškega partijskega komiteja, zadolžen tudi za partijsko tehniko in zaradi svojega delovanja je mnogo dni preživel v samici. Ves čas je premišljeno in organizirano načrtoval pobeg. Po noči 21. avgusta leta 1941 se je legendarni pobeg posrečil in mitroviški komunisti so že nekaj dni kasneje na Fruški gori z domačini sestavili partizansko četo.
Ljubljana je med tem časom postala Ljubljana z vsemi žalostnimi značilnostmi okupiranega mesta. Toda samo na zunaj. Mesto, ki ga je okupator skušal na vse načine zlomiti, je postalo mesto heroj. Tukaj je že bila ustanovljena osvobodilna fronta, se je že oblikovalo glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet, so že delovale ilegalne tiskarne, ciklostilna tehnika, tajna radijska postaja. Tukaj so padale žrtve. Sem se je vrnil Ivan Maček spomladi 1942. Potem, ko je bil svojo skupino tovarišev iz Sremske Mitrovice pri glavnem štabu narodno-osvobodilnih odredov Jugoslavije in opravljal dolžnosti sekretarja partijske organizacije glavnega štaba. Doma so ga čakale nove naloge. Postal je politični komisar glavnega poveljstva Slovenske partizanske vojske, po listinah pa se je imenoval Andrej Nakolič in prav kmalu je bil imenovan za komandanta glavnega štaba. Potem sem prišla z lagarja, sem videla, kaj je bil dnevnik, ali kaj, vse tile slike. Pa sem pa videla tale, ta. Pred pa nisem nič videla, kako se kjer piše, ali pa odkodje. Kako je se, da je Matija ime? Ja, to ne bom rekla, ne? To ne boš rekla. Ja, pa je bil Jernej Posavc. Ja, pa Jernej Posavc, ja. A ne? A to je žena od sina. Ja. To je ta malga. Dobar dan. Kaj je ime? Martina. Martina. Može pa Martin tudi. Martin? Ja, čakaj, samo moram priti. Kaj še kaj je Martin? Je dober? Kako je, veste? Ja, ga moram, koga si ga zgojila? Jernej Posavec, Matija Maček, je postal komandant Slovenske partizanske vojske v času, ko je bilo sklenjeno, da se politično in vojaško vodstvo premakneta v Polhograjske Dolomite. Komandant je sicer moral skrbeti tudi za taka vprašanja, kot je gradnja bunkerjev in zagotavljanje varnosti. Toda, kakor je pozneje pisal Edvard Kardel, osnovna linija našega vojaškega vodstva je bila razvijati iz partizanskih odredov močna jedra redne vojske. Toda, kako je bilo to sploh mogoče doseči? Ja, no, vse to je bilo. Tla ni bilo samo vprašanje. Z ene strani je bil sovražnik, z druge strani smo jim pa tudi v svojih vrstah ene vrste sovražnika. To so bili ljudje, ki so prišli v partizane tudi malo kot avanturisti, na lahek način vzeli to, v glavnem borba proti Italijanom pa Nemcem. Vse vrste metode smo pri tem uporabljali, da bi vsem ta kader, vodeči kader, četni, bataljonski, odredni, bil čim bolj na mestu, čim bolj politično izgrajen, ker sam taki so lahko potem nam koristi tudi na terenu, ker kamorkoli so prišli vsako vas, to ni bilo samo, da je ta vojska vodila borbo z okupatorjem. Ta vojska, to so bili ene vrste tudi politični delavci po terenu. Vsi, od prvega partizana pa do poslednjega komandanta. Politična vprašanja so se prepletala z vojaškimi. Pod vodstvom Ivana Mačka je partizanska vojska v zimskih mesecih 1942-43 začela močno ofenzivo usmerjeno v prvi vrsti proti dobro utrjenim belogardističnim postojankam. Glavno poveljstvo je vso skrb posvetilo notranji izgradnji brigad, ki so kot vojaška formacija višje stopnje morale opustiti stari partizanski način presenečenja bliskovitega napada in hitrega umika
in so morale postati udarne in z jurišem zauzemati in uničevati sovražnikov položaj. Izpopolniti je bilo treba obveščevalno službo, oblikovati in izuriti posebne oddelke bombašev. Partizanska vojska se je notranje preuredila. Glavno poveljstvo je enote razdelilo na 4 operativne cone in tako usklajevalo njihovo dejavnost pri širjenju partizanskega boja na vso Slovenijo, hkrati pa se je začelo bolj smotrno in usklajeno sodelovanje in povezovanje z Narodno-osvobodilno vojsko Hrvatske. Komandant je bil ves čas na poti, na terenu. Vsak premik je pomenil vojaške operacije, nagle odločitve, nevarnosti, zasede. Jaz sem ravno tle gor v Suhkrajini nastradal enkrat iz svoje zaščito v vasi Bakrc. Jaz sem pa še bolan, samo gripo in angino samo gor v Dolomitih. Se me zdravnik ni pustil na pot, ampak je bilo pač, da je bilo treba jeti, ne. Dobro, takrat sem lahko šel, ko sem bil še mlad, danes ne vem, kako bi to bilo. Mi smo imeli s seboj 9 fantov. Komandir tiste patrole je bil en Albin Greiser. Narodni heroj Albin Greiser. Čim sem pa jaz zaspal, so pa ti kmeti začeli te fante darovati. Da pa so jim prinesli jabolka, poj mošta, poj šnopc, poj suhi meso, poj en slabo vino, pa spet šnopc. Tako da so se fanti tam najedli in napili. Napili pa ne samo toliko, ker so bili žejni, ampak toliko, da so se upili. To je pa domač sin izkoristil, pa je všel. Pa je šel v Ambrus, tam so bili Italijani in tam je povedal, da je tam pri njih taka in taka vojska, da ni velik in seveda Italijani so bili za to, da krenijo, pa tabel. Zjutraj, ko smo prišli, je pa mene prosil en partizan, ki smo ga tam dobili v Šercerjevi brigad, ker Šercerjeva brigada nam še 3 dala v pomoč, smo šli, tako da je bilo nas 12 takrat, ta čez Suhokrajina. Tiste pa predvojno delo tla vodovod. Je imel pa enega dekleta tla v Suhokrajini, je pa rekel, a ga gen žihar obiskat. Sem rekel, žihar, ampak da boš prišel še po noč nazaj. Prav obljubim, da bom prišel. No, snov lepet. No, ta je pravzaprav do neke mere nas rešil. Ko on je šel, prej se dan začel delati, je šel dekleta k nam nazaj in je naletel na italijansko kolono in Tabelih. In so začeli streljati po njem in se ga zadeli v nogo. Ranjen pa je bil še toliko imel zavesti, da mora pred do nas. Seveda sem se pred zbudil, čim sem prvi šel si padli, sem se zbudil. Albin tudi začne upiti prav. Matija, napaden smo. Sem rekel, Albin, slišim, pa tudi vem zakaj. Sem predsvedel, da je bila ena greška, ne? Da je eno šel, ne? Pa prišel po Italijane. Po jaz vstanem dol, nogavice potegnem gor, pa hlače, pa pluzo, pa tako ven letim. Pa vidim tam pred drevju mitraljez, ki ga postavljajo. Takrat, če z mitraljezom niso streljali, so sam s puškem še. Pa sem še uspel, da je tam bil, tam je stal ene sani, pa en tak meter je bil gor za pesek voziti. Sem tist pred vrata potegnil, sem rekel, da bomo mlađi ven prišli.
ker na spodnji strani nismo mogli, ker so bili tele gor, križi, ne, v oknih. Primi tiste križe bomo pobrali, že davno nas Italijani zmletili. Pogrem jaz nazaj noter, za komando, da hitro napraviti, vse vzeti. Pa je bil tam en mitraljezec, mlad fant, 17 let star, zelo fejst fant, gor je bil doma iz Bežigrada. Iz Bežigrada je bil doma. Sem mu rekel, Madvova prva ven skočila. Kaj boš na vratek, bom jaz zaupal. Takrat moraš ti, prej sem mu pa čez okno pokazal, kaj je italijanski mitraljez Breda stala, ne. Znal, ko bo konc Rafal, Italijan spustil, takrat bom nas skočila. Ti moraš pa takrat s puško mitraljezom Rafal kaj poslati, da ne bom mogel drugega sržerjeno oddati. No in res, nas skočila, ki je na vrata, je zaopijem, da da Rafal, on ga ni dal. Pa so vse gled skočile okrog hiše. Jaz sem jih že za oglom. Italijan je pa uspel hitro zamenjati sržer, pa ga je še ujel. On je bil desno od mene. Sem je na lev strani, pa desno od mene. In ga je ujel s tisto Bredo in ga je tle od zadaj se ga preštepil. Takula. Luknja pri luknji je bila. Sem mu hlače dol potegnil, sem pogledal, kaj je, če je sploh kakšna rešitev še. Pa sem sam kot nebedicinc ugotovil, da to ni nobene rešitve. No pa ja, jaz potegnem za vogal, pa še tisti puško mitraljez, ki ga je imel. Takrat so že unifanti spodnje bajte gor pritisnili. Tako da Italijani niso bili več tako sigurni. Ker fant ni vedel točno, koliko nas je, ker za te spodnjo hišo ni vedel. Je vedel sam za to hišo, koliko nas je. Za te spodnjo hišo pa ni vedel. Tako da so bili Italijani malo zbegani, ki je začel tam streljati, dva puško mitraljeza začela po njih tolčiti. Tako da so malo odjenjali tistega napada. No, pa so pa ja, tistega fanta je bil pri punci tista noč. Takrat je bil poslednja noč pri punci. Je bil ranjen, pa ni mogel hoditi. Pa smo ga pa mi nesli pod kozovc, pa spravili not eno slamo, pa obljubili mu, da zvečer pridemo po njega. Nismo pa pazili, da je sneg, pa da kri teče od njega. So bile pa kaplje od krvi in tako so ga Italijani potem našli po tistem kozovcem in se ga odpeljali v Zagrad in tam ustrelili. V neizprosnem boju za obstanek naših narodov se je humanizem dobe meril z merilom življenja in smrti. Do zob oboroženi sovražnik je ranjence pobijal, napadeni je z golimi rokami bil bitke za ranjence. In mi smo bili zmagovalci zahvaljujoč visoki zavesti in moralni čvrstosti naših borcev in neomajni veri vseh nas, da je naš boj pravičen in se mora končati z zmago. Tito. Sredi leta 1943 je partizanska vojska iztrgala sovražniku že skoraj polovico slovenskega ozemlja. Maršal Tito je maja 1944 leta poklical Ivana Mačka v Drvar in ga imenoval za načelnika oddelka za zaščito naroda, kajti okupator je v poslednjih krčih pred neizogibnim porazom še bolj podlo izkoristil zavezo z domačimi izdajalci. Revolucija se je zaščitila pred sovražniki. Revolucija je taka, da dosti ne gleda.
takrat, ko začne kri teči. So naša je bila še zelo mila pa blaga, kakor so druge. Če gledate po svetu, se vršijo, kako to izgleda. Naša je bila še zelo mila pa blaga. In še bolj bi bila mila pa blaga, če bi, seveda, če bi te naši nasprotniki malo drugačni bili, ne? Vi pa veste, kaj so počenjali zadnje 44. leta, pa 45. leta. To so pobijali še in še. Ne samo Črna roka, tudi ta beli, pa tudi ta plavi, vsi so ta slovenski narod pobijali pa tokli. Vsak, kjer ni bil z njim, vsega gladki likvidirali. Zato je tega že veliko napisanega, če kaj čitate, ste mogli že čitati o teh stvarih, kako je to izgledalo. Ja. Če so vse to vedel, kaj so delali, jaz sem pa slučajno vse to vedel, sem mu pregled čez to, podatke tudi, nisem mogel pa v rokovicah z njim. Golobčki, moj pa ima zeksarje, nam golaš pa nam pivo. To se ni da tako narediti, ne? Tako je revolucija to zahteva, če hoče zmagati. Jaz pa poražen. Ljubljana, 9. maja 1945. Mesto heroj pozdravlja osvoboditelje. Glavno mesto Ljudske republike Slovenije. Bojevnike čakajo v miru nove naloge. Ivan Maček bo v slovenski vladi podpredsednik, minister za notranje zadeve, poslanec Republiške in zvezne skupščine in kasneje predsednik Zveze borcev in Skupščine Socialistične republike Slovenije ter organizacijski sekretar Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije. Toda vselej in pred vsako nalogo, ki jo je treba opraviti, pred vsakim položajem, ki ga je treba presoditi, je najprej in predvsem komunist. V prelomnem letu 1948 je bil v Ljubljani drugi kongres Komunistične partije Slovenije. V eni svojih resolucij se je ustavil ob klevetniški gonji Informbiroja. Sicer pa so na kongresu obravnavali predvsem vprašanja našega političnega in gospodarskega razvoja, ki so bila tisti čas, ko je bila zgodovinska naloga postaviti oblast ljudstva že izpolnjena, za nas življenjskega pomena. Ta vprašanja so bila narodni dohodek, gospodarska povezanost z drugimi republikami, razvoj industrije, kmetijstva, načrtovanje. In o njih je na kongresu govoril Ivan Maček. Glavni napad Informbiroja je bil takrat že odbit. Takrat je prišel iz Beograda en član Politbiroja na to sejo, ki smo imeli v Ljubljani. On je tam nam povedal in tisto zadnjo pismo prebral. Pa je bilo malo duša, ne? Jaz sem vedel, to prišlo, ker sem že vse to videl prej. Ker sem poznal, kaj je Stalin, kaj se Stalin dopusti, kaj se ne dopusti, kaj so njegov obveščevalci pri nas delali, ker so zmeri taka poročila pošiljali dol, kolikor je bila njim všeč, sta poročila. Ne dejanska poročila, ampak taka, ki so bi stali, ki so vele, kakšna pa še je ostali, taka so pošiljali. Tako da jaz sem rekel, ko sem začel govoriti, da sem zelo vesel, da je do tega prišlo. Ker drugače bi mi zaplavili v ruske vode, tako kot ostali vzhodne socialistične države.
Ko je od vojne porušena Jugoslavija bojevala svojo najtežjo bitko, je bilo treba vse sile posvetiti obnovi. Ivan Maček, takratni minister za gradnje, je svoje delo zasnoval na prepričanju, da revščine, ki smo jo podedovali, ne bomo nikdar premagali brez pogumnih pogledov in smelih načrtov. Eden takih smelih načrtov je bila gradnja Nove Gorice. Pogumen pogled se je kazal tudi v tem, da so se gradbena podjetja, ki so začela po vojni z nekaj krampi in lopatami, v kratkem času razvila v sodobne, dobro opremljene gradbene organizacije. Brez tega bi hitra industrializacija ne bila mogoča. Jaz sem zadovoljen. Ker je delavski razred prišel do samoupravljanja, to je pa osnovno, za kar smo se borili. Zame je to dosežek in vrh. Dobro, tle še ni vse, tako kot moglo biti. Tle še malo škreplje, desno pa levo, ampak jaz upam, da v parah letih bo to tudi prišlo do popolnega razčiščavanja in jasnoče v tem pogledu, kar še danes ni. Ker imate pa še zmeraj neki ljudi, ki nasprotuje tem. Še zmeraj neki tehnokratov, birokratov, kar hočete. Ne? Po podjetjih imate to, če pojedine vodstvo, ki smatrajo, da je prej bolj šlo, ki se je direktno komandirali, kakor pa da gre. Zato, ker zdaj, če hoče, moram malo več delati, z ljudmi več delati. Prej mu ni bilo treba z ljudmi delati, prej je bila komanda, da mora pa z ljudmi delati, prepričevati jih, dokazovati in tako naprej. To je malo več dela, malo več sekeracije, ampak doseže se pa več. Pot tovariša Matije je pot vzpona našega delavskega razreda od idejnega in organizacijskega usposabljanja, da prevzame odgovornost za usodo svojega naroda, prek oblikovanja jedra narodno-osvobodilnega boja do vodilne sile k graditvi socialističnih odnosov in zaščiti te graditve. Zelo poredkoma je tovariš Matija nastopal na velikih javnih zborovanjih. Njegovo sposobnost usmerjanja, argumentiranja in organiziranja pa smo njegovi sodelavci spoznavali pri delovnih dogovorih in skupnem reševanju problemov in sprejemanju novih nalog. Tako je ob njegovi 70-letnici povedal France Popit. Pa sem tisti malo čital pa gledal, kaj moram pre kameri gledati, kako nastavati pa tako naprej. Pa malo probo, čiste avtovoskom ne telem. Ko je tovariš Tito začel ustvarjati temelje gibanja neuvrščenosti, ga je na njegovih poteh miru v Afriko in na Daljni vzhod nekajkrat spremljal tudi tovariš Matija. Težave in uspehi, skupna borba in isti ideali, vse to je tovarištvo. Mnoga tovarištva, ki so se skovala v nekih davnih letih ilegale, samo še učvrstilo. Ja, to gremo s Triglava dol. Tam je tovariš Kardel. Tista tam s palco. 30 let je, ne? 30 let je, ko smo bili. Tam se to smo bili majstri za snemanje, ne? To je lovc. To je lovc, ta prvo. Tole sem jaz. To je Kardel, pa Pepce, zad. Sam gor na vrh Triglava
je pa snemal Vengust, pa je vrtil s to kamero, pa prazna. Majko Božje. Tako da tla Kidriča ni gor. Gor je pa bil, ne? Pri tistem stolpu, Aljažovem stolpu je pa tudi Kidrič bil. Zdaj je už toliko na matru, da smo gor spravili, prmeš pa ga ni na slik. Tako je ruban, to pa klev, brecelna. Kar hod gor v hribe, česko neumen. Jako smo se to smejali. To je tako zabavno, ko hodili. Kar je Tito dal inicijativo. To bo ravno to, da bo prišlo res do kolektivnega odločenja. Tudi če si funkcionar, ne boš mogel odločati sam. Treba, da je sporazumno. Sam na žalost je, da smo mi Jugoslovani tak, da se tako na kongresih pa na konferencah zelo sporazumimo na sklepih, pa zelo ploskamo tistim sklepi po vse to. Poj, ko pridemo pa domov, pa vsak mal po svoje začne to murskljati. Vsak mal po svoje začne delati. To je ena slabost naša, to je dolgo že traje to. Skozi po vojni je že pravzaprav tako. Naši kongresi so bili vsi dobri, pa sklepi vsi dobri. Ampak naprej od tistega nismo prišli zmeri. Doskrat so ti sklepi ostali na papirju, v praksi se pa nekaj drugega delali. Zdaj se treba boriti za to, da bo to tudi v prakso prišlo.